Novosti na mostu. Občina odprla vrata občanom. Pretresi v lokalnem odboru SMC. Obdobje občnih zborov. Komunikacija z demenco. Mednarodni dan čebel. Prihaja bog masakra. Nočni pohod po Pohograjcih. Imamo svetovno podprvakinjo. Lepo pozdravljeni. Današnjo informativno oddajo začenjamo z odlično novico. Leja Einfalt je danes postala svetovna mladinska podprvakinja v teku na smučeh. O tem in ostalih uspehih na mladinskem svetovnem prvenstvu v Romuniji na koncu oddaje. Nadaljujemo pa na mostu pod hotelom Medno. Dobra novica je, da promet že poteka po začasnem novem mostu, manj vesela novica pa je, da promet še vedno ni dvosmeren. Pozdravljeni. Ja, najnovejša novica z mosta v Mednem je, da se je včeraj, torej v sredo 23. februarja, promet preusmeril na novi začasni most, po katerem pa bo do nadaljnega potekal enako kot doslej po starem, torej izmenično enosmerno. Včeraj ob 9. uri je potekal komisijski pregled montažnega mostu in nove predvidene prometne ureditve strani policije in prometnega inšpektorata. Pregled pa je bil pozitivno zaključen. Tako je bil po 2. uri popoldne promet nato že preusmerjen na novi montažni most. Sicer s 3-tedensko zamudo, saj naj bi do tega po prvih napovedih prišlo že v prvem tednu februarja. Prav tako pa je drugačna od začetnih napovedi tudi prometna ureditev. Prvotni načrt je po postavitvi prvega montažnega mostu predvideval dvosmerno prometno ureditev, in sicer tako, da bi v eno smer promet potekal preko montažnega mostu, v drugo smer pa po obstoječem nadvozu. S tem bi bil odpravljen tudi semafor. A do tega ni prišlo, saj so se obnovitvena dela na starem dotrajanem nadvozu pričela nemudoma. Predvidena je sanacija starega nadvoza čez železnico, bližnjega propusta ter ceste. Hkrati bodo potekala dela za postavitev še drugega montažnega mostu. Po predvidoma 3 tednih, okvirni rok za odprtje je 16. marec, pa naj bi nato pod hotelom Medno vendarle ponovno stekel dvosmerni promet po obeh montažnih mostovih. Izvajalcu, to je podjetje Rafael d.o.o. s partnerjem SŽ, železniško gradbeno podjetje Ljubljana, sicer največ težav povzroča bližina železnice. Predpogoj za namestitev montažnega mostu je bil namreč poseg v vozno mrežo za napajanje vlakov, ki jo je bilo potrebno prilagoditi novo nastali lokaciji začasnega mostu. Poleg tega se železniški promet na relaciji Ljubljana-Kranj zaradi pomembnosti te povezovalne žile v času del ne ustavlja. Izvajalcu gredo na roke vsaj ugodne vremenske razmere, saj večino del za postavitev montažnih mostov možno izvesti tudi ob nekoliko nižjih temperaturah in manjši količini padavin. Pogodbeni rok za dokončanje del je 180 dni po uvedbi v posel, torej konec meseca maja. Ko bo država opravila svoje, pa bo štafetno palico morala prevzeti občina z rekonstrukcijo lokalne ceste Seničica-Medno, ki sedaj, ko jo marsikdo ubere kot bližnjico do Ljubljane, hitro razpada. Občina Medvode je v sredo 17. februarja na pobudo Skupnosti občin Slovenije dopoldne ob 10. uri in popoldne ob 16. uri, torej res za vse, organizirala dan odprtih vrat. Obiskovalce je sprejel župan Nejc Smole, jim predstavil nekaj statističnih podatkov z občinske perspektive, predstavil reorganizirano občinsko upravo, jih popeljal po vseh oddelkih in 3-urno druženje zaključil s predstavitvijo posameznih projektov, ki se bodo realizirali letos oziroma v tem mandatu ali pa vsaj nakazujejo vizijo razvoja. Novinarji moramo priznati, da smo za kakšno vizijo tudi sami prvič slišali. Vabilu se je sicer odzvalo okrog 30 občanov in po zaključnih komentarjih so bili slišanim in videnim zadovoljni. Dan odprtih vrat je občina Medvode na pobudo Skupnosti občin Slovenije organizirala prvič. Gre za projekt, ki ga je spodbudila Skupnost občin Slovenije z namenom, da vsaj enkrat na leto občine in občinske uprave še bolj na stežaj odprejo svoja vrata, da mogoče predstavijo projekte, ki so za njimi, ki so pred njimi, projekti, o katerih se veliko govori ali pa o katerih je veliko vprašanj javnosti, zato da se res čim bolj odpiramo in približujemo občanom. Tudi zato smo se mi zdaj prvič odločili, da to naredimo. Celotna ekipa občinske uprave se je pripravila, vsak oddelek po svoje in nekako skušamo predstaviti tisto, kaj delamo. Mi smo se s kamero pridružili 16 dopoldanskim obiskovalcem. Tako malo poznamo občino in sploh načrte, da sem rekla, da
dosti je tega rekla, kazala, enkrat pa grem pogledat, no. Pa dobila sem vabilo, pač videla sem, da je dan odprtih vrat in tudi mogoče kakšne stvari malo drugače pogledam zdaj, no. Danes ste prišli sem na dan odprtih vrat s kakšnim namenom predvsem? Ja, da dobim informacije, kje se kaj lahko vze, pa tudi kaj, kakšen dela, ne. Mislim, da je prav, da je vsako leto enkrat dan odprtih vrat občine, da nam župan pove, kar do zdaj v vseh teh letih pač ni bilo tako. Število prebivalcev 15.963, število rojstev 142, število smrti 132, celotni prihodek v občini 362 milijonov evrov, 1250 registriranih podjetij, količnik razvitosti 1,18, delovno aktivnih 6329 občanov, samozaposlenih 622, število študentov 608, povprečna neto plača 950 evrov. To je nekaj aktualnih statističnih podatkov, ki jih je v precep vzel župan Nejc Smole na dnevu odprtih vrat in jih vdel v občinski kontekst. Stališča polnjenja občinskega proračuna je najpomembnejši podatek sicer število prebivalcev. Ne glede na njihovo strukturo prispeva država občini za vsakega občana 522 evrov na leto. Malo za šalo. V interesu občine bi bilo po tej logiki vsako leto kakšnih 5 novih stanovanjskih blokov in stanovalci brez otrok. Ali drugače, za enega otroka v vrtcu gre glavarina celotne družine, pa še veliko članov mora šteti. V nadaljevanju je Smole predstavil še reorganizirano občinsko upravo in poimensko predstavil sodelavce, zadolžene za posamezne projekte in za posamezne krajevne skupnosti, kar je novost. Kot pravi, je proračunsko vodilo, da se v vsaki krajevni skupnosti po njenem izboru izpelje en projekt od začetka do konca in da se naložbe ne drobijo. Hkrati je predstavil tudi enotno politiko plačevanja odškodnin pri rekonstrukciji cest. Priznal je, da se lahko zgodi, da bodo že zagotovljena sredstva lahko preusmerjena drugam, če bodo tam zbrana vsa soglasja. Obiskovalce je popeljal po vseh oddelkih, najprej pa do sprejemne pisarne, kjer se po novem začne pot in sledljivost vsake naše vloge, pobude ali vprašanja. Na vratih pisarn je bilo zabeleženo tudi, za katere projekte so zadolženi zaposleni v njej. 28 jih je trenutno, 25 za nedoločen čas, 3 za določen in 2 funkcionarja, vezana na 4-letni mandat. Župan je 3-urno druženje z občani zaključil s predstavitvijo posameznih projektov, bodisi da se bodo ti realizirali še v tem letu oziroma v tem mandatu ali pa da nakazujejo strategijo razvoja. No, malo klišejsko, ampak dejansko sem bil vesel vseh vprašanj, ker kdor je bil danes prisoten na tem prvem, jaz upam, da bo tudi na drugem tokle odziva ali pa še kaj več, je videl, da smo se strašno kulturno pogovarjali. Pa se nismo samo o lepih stvarih, tudi o tem, kaj vse si želimo, kaj vse nas moti, kaj bi spremenili, ampak je bilo na enem zelo kulturnem nivoju, tako da mi ni bilo na nobeno stvar težko odgovarjati in sem na vse odgovarjal z velikim veseljem. Seveda se pa sam najbolj veselim tistih projektov, ki bi že letos, za katere si želimo, da že letos ugledajo luč sveta, od obnove železniške postaje do potem celostnega urejanja centra Medvod. Z največjim neočakanostjo pa seveda čakamo odločbo za naš projekt C0. Ste prišli s kakšnim konkretnim vprašanjem, s kakšnim konkretnim problemom? Konkretni problemi v bistvu je v glavnem vse odgovorjeno zdaj, ko sem videla, slišala, nimam konkretnih. V bistvu sami vemo, kako je na Katarini in je tolikokrat bo poudarjeno, da se vsi trudijo in jaz verjamem, da to je zelo težko gor vse porihtati, no, tako da upam na najboljše. S kakšnim namenom sem prišla poslušati župana, kakšni projekti imamo, bojo v občini Medvode za naprej, in moram reči, da sem zelo vesela, da se dogaja, da se bo še dogajalo, da bomo tudi, da upoštevajo tudi krajevne skupnosti, recimo jaz delam na krajevni skupnosti Preska, smo dali tudi svoj projekt, za igrišče med bloki, tako da smo kar zadovoljni, no. Ste prišli s kakšnim prav konkretnim vprašanjem oziroma kaj od tega vas najbolj zanima trenutno? Ja, trenutno glede kanalizacije v Spodnjih Pirničah pa stanje cest.
za kanalizacijo, da bi izpeljali, ker voda pritiska in mi imamo tisto svoje zasilno narejen, plačujemo pa vsak mesec, kolikor da imamo plačano, mislim, kolikor da imamo kanalizacijo, pa ni nič. Zato bi pa rad vedeli, kdaj bojo to naredili, da bi se enkrat rešili. Pa še voda, kadar pritiska, je ponekod tudi v hišo. Tudi v hišo, veste. To so ti problemi. Ne? Ste zadovoljni sedaj z odgovori? Ja, sem zadovoljna, ker imam upajne, da se bo enkrat začel. Danes ste prišli na tale dan odprtih vrat. S kakšnim namenom? Namenom zato, ker imam parcelo v Pirničah in že dolgo čakam na odobritev za gradnjo. Pa zanima me na splošno, ker jaz sem drugače iz Pirnič doma. Drugače pa vidim vsak mesec, itak sem posvetočil, da sem na tekočem, drugo nič ne. Kot se je izkazalo, so tudi ostali občani prišli s podobnimi pričakovanji. Prav oprema krajev s kanalizacijo je župan Nejc Smole posebej izpostavil kot največji projekt tega mandata, ne le v finančnem, ampak tudi v logističnem smislu. V več kot 15-milijonski projekt, računa se tudi na 9 milijonov kohezijskih sredstev, je vključena izgradnja kanalizacije na območju krajevne skupnosti Pirniče, izvzet je le za vrh, in manjkajoča kanalizacija na celotnem območju naselja Medvode, Vaše, Goričane in Rakovnik. Kot pravi župan, se čaka le še na odločbo države, medtem ko je občina svoj del obveznosti izpolnila. Ima projekt, gradbeno dovoljenje in izbranega izvajalca. Dodal je še, da bo potrebna velika mera strpnosti krajanov. Za ilustracijo, le na območju Pirnič je bilo posredovanih 550 pogodb lastnikom oziroma sklenjenih skoraj 800 služnostnih pogodb za prekop zemljišč. Obljublja pa veliko mero nadzora nad delom in hitro izvajanje projekta. Malo za šalo in veliko zares je dejal, da prav vsak Janez Novak SP, ki ima en gradben stroj, že ne bo mogel biti podizvajalec del. Problem namreč je, da je večina gradbenih podjetij šlo v stečaj, ti pa, ki so preživeli, pa si naložijo preveč dela. Za občutek le nekateri projekti, ki jih je predstavil župan Nejc Smole. Izgradnja centralne kuhinje v vrtcu Medvode, ureditev ceste, izgradnja pločnika ter parkirišča v Zbiljah. Zaključek projekta z brado ceste Valburga-Trboje, kjer so lastniki zemljišč pristali na novo politiko plačevanja odškodnin. Ureditev zbirnega centra za nenevarne komunalne odpadke na Jeprci. Ureditev športnega parka ob osnovni šoli Pirniče in osnovni šoli Simona Jenka Smlednik. Projekt otroškega igrišča v Preski na pobudo, kot smo prej slišali, krajevne skupnosti. Žal se je v tem tednu stvar že zakomplicirala, več o tem prihodnjič. In med drugim je predstavil tudi ureditev medvoškega parkirišča pri Bojti, železniške postaje in med drugim tudi območja ob Medvoški cesti, kjer je danes nekaj podobnega tržnici in vrtičkom. Že prejšnji teden je občina Medvode uporabnike vrtičkov na tem območju pozvala, da do konca meseca odstranijo vse svoje stvari in da v mesecih, ki sledijo, na tem delu ne zasajajo več vrtnin. V zameno jim nudijo možnost najema vrtičkov na lokaciji na Svetju. Zbranim občanom na dnevu odprtih vrat je bilo na hitro tudi predstavljeno, kako naj bi se to območje urejalo v prihodnje. En del naj bi bil parkovno urejen s fontano, drugi del bi bil tržni, tretji, najbližje občinski stavbi, pa bi bil večnamenski prostor. Do konca tega meseca naj bi bila dokumentacija dokončana, v prvi polovici marca bo projekt predstavljen svetniškim skupinam, v drugi polovici marca pa tudi medijem in drugi zainteresirani javnosti. V proračunski postavki je letos v ta namen rezervirano 105 tisoč evrov. V prvi fazi se bo samo nasul material in zravnalo zemljišča, ki jih je občina Medvode kupila lansko leto, torej šele potem, ko je že pod prejšnjim županom že krepko posegla nanje in je bilo morebitno pogajanje okrog cene že skorajda onemogočeno. Dober podatek z dneva odprtih vrat je tudi naslednja optimistična časovnica glede občinskega prostorskega načrta, na katerega marsikdo nestrpno čaka že najmanj 8 let. Ta teden bo občina oddala okoljsko poročilo na Ministrstvo za okolje in prostor. To je eden glavnih dokumentov in šteje čez 250 strani. Ministrstvo ima za odgovor 30 dni časa. Če ne bo zapletov, zahtev za dopolnitev, lahko torej konec marca pričakujemo mnenje o ustreznosti
obveznosti okoljskega poročila. In potem sledi aprila obravnava osnutka občinskega prostorskega načrta na seji občinskega sveta, aprila ali maja javna razgrnitev osnutka in javna razprava, kjer pridete na potezo tudi vi. Potem sledi priprava stališč do pripomb, priprava končnega predloga za pridobitev soglasij vseh soglasodajalcev in pridobivanje le-teh čez poletje in septembra občinski svet obravnava končni predlog občinskega prostorskega načrta. Je pa to le občinski scenarij, ki se lahko še popolnoma spremeni oziroma ga lahko deležniki, politični in strokovni, ki sodelujejo pri njegovi končni podobi, še dodobra pretresajo. Tisto, kar se je potihem in neuradno šušljalo, se je ta teden povedalo na glas. Razkajanje občinske svetnice Alenke Žavbi-Kunaver in njene trenutne politične stranke, stranke SMC, stranke Modernega centra, je postalo javno. Lokalni odbor SMC Medvode, ki mu predsednikuje Karin Elena Sančes, je namreč javnost obvestil, da je sprožil postopke, da se Alenko Žavbi-Kunaver, nekdanjo vodjo svetniške skupine SMC v Medvoškem občinskem svetu, izključi iz stranke in še, da se lokalni odbor stranke v celoti distancira od vseh njenih izjav, pobud in predlogov v občinskem svetu in tudi sicer. 4 člani največjega organa na lokalni ravni, to je sveta lokalnega odbora SMC Medvode, so za Alenko Žavbi-Kunaver, eno od 3 v občinskem svetu iz vrst SMC-ja in nekdanjo sekretarko lokalnega odbora, predlagali izključitev iz stranke. Kot so zapisali v izjavi za javnost, zaradi njenega neetičnega delovanja, nespoštovanja vrednot SMC-ja, njenih članov, vodstva ter neupoštevanja sklepov najvišjih organov stranke na lokalni ravni in še nekaterih drugih dejanj. Zapisali so, da ves čas svojega udejstvovanja v okviru stranke SMC deluje samovoljno in ne spoštuje sklepov vodstva in da brez posvetovanja vlaga pobude in predloge, podaja izjave za javnost, kritizira druge občinske svetnike, kakor tudi aktualnega župana in da s svojimi dejanji do sedaj ni v ničemer prispevala k izboljšanju življenja v skupnosti, katerega predstavnica je. Zato so v izjavi za javnost zapisali, da se lokalni odbor SMC Medvode v celoti distancira od vseh njenih dejanj in izjav, tako tudi od njenih navedb v februarski reviji revije Sotočje, češ da je sedanji župan neučinkovit in da je bilo prvo leto njegovega mandata leto lepih besed in številnih izgovorov. Kot so še zapisali, se v lokalnem odboru SMC Medvode z njenimi navedbami ne strinjajo, ravno nasprotno. Menijo, da se v Medvodah stvari spreminjajo na bolje, da je župan aktiven in dobronameren, da pa se kljub zavedanju pomena določenih investicij, ki bi jih rad izpeljal, srečuje z omejenimi finančnimi sredstvi. Seveda odpoklic občinskega svetnika, čeprav je kandidiral na določeni listi, ni možen, saj so ga oziroma v tem primeru so jo izvolili volivci. Tokrat gre to dejstvo v prid Alenki Žavbi-Kunaver. Če pa malo pobrskamo po spominu, pa je podobno situacijo leta 2007 že doživela, vendar v obratni vlogi. Kot predsednica Medvoškega odbora LDS je ob prestopu občinske svetnice Jelene Aleksić v stranko zares menila, da bi morala mandat občinske svetnice vrniti, saj ga je dobila kot kandidatka LDS. Pod vprašanjem so bila tudi njena mesta v odborih. Res pa je, da je Aleksićeva iz stranke izstopila, Žavbi-Kunaverjevo pa bodo iz stranke očitno izključili. Če in ko, pa še njena plat zgodbe. V četrtek je v Centru starejših Medvode potekalo drugo srečanje v sklopu projekta Alzheimer Café. Predavanje z naslovom Komunikacija z osebami z demenco je vodil dr. Vid Vanja Vodušek, kasneje pa je sledilo pestro izmenjevanje izkušenj in mnenj na to temo. Center starejših Medvode je v sodelovanju s Pominčico, Slovenskim združenjem za pomoč pri demenci, organiziral drugo neformalno srečanje v sklopu novega projekta Alzheimer Café Pogovori o demenci, tokrat v prostorih centra. Največ je potrebno izobraževanja na tem področju, sploh v zadnjih letih je demenci posvečamo zelo veliko svojega časa in bomo še tudi naprej to počeli. Po mojih izkušnjah so
v veliki meri pri nas ljudje že kar dosti dobro izobraženi, torej glede nekih specifičnih potreb. Čeprav, da rečem, izobraževanje tukaj nikoli ne škodi. V smislu nekih lastnosti demence, kako to napreduje in tako naprej. Mislim, da imamo to pri nas kar dobro pokriti in tudi spominčica tukaj, da rečem, zelo dobro sodeluje, neurologija pa tudi. Tako da mogoče, kakor jaz poznam sisteme, pa jaz domov za upokojence ne poznam to zelo dobro, poznam pa bolnice. Pa si predstavljam, da je malo to podoben. Ena stvar, ki je po moji izkušnji lahko zelo na dolgi rok pomaga, je, če ima osebje možnost tudi znotraj sebe, v smislu altinskih sestankov, kakorkoli, mora se pogovarjati o tem, kaj se dogaja. Se pravi, da ne ostanejo posamezniki z svojimi težavami sami, se pravi, vsaka sestra zase, pozornik, ampak da lahko, da rečem, to med sabo podiskutirajo in da se s tem soočajo kot ekipa. Gre za neformalno druženje svojcev o prisotnosti strokovnjakov z področja ravnanja z osebami z demenco. Za predavanje komunikacija z osebami z demenco je tokrat poskrbel dr. Vid Vanja Vodušek. Izpostavil je, da je komunikacija pri tej bolezni, ko bolnik pozablja besede in nesiguren v dialogu, pomembno predvsem to, da se še vedno pogovarja. Iskati je potrebno različne strategije komunikacije, se kdaj od situacije čustveno distancirati in se postaviti v perspektivo obolelega. Glede na to, da mora biti poslušanec zelo pozoren v komunikaciji z obolelim, je ta, tako Vodušek, na nek način tudi diagnostik. Kakšne aktivnosti potem ponujate za dementne osebe? Vse, od fizičnih do umskih, torej od telovadbe do uric, vajih za spomin in tako dalje. Vse, kar krepi telo in duha. Edino, kar je dokazano, da res blagodejno vpliva v smislu, da mogoče tudi zaustav, tudi v biološkem smislu, recimo, napredovanje demence, ali pa tudi kot preventivni faktor, so splošni preventivni faktori, ki veljajo povsod. Torej zdrava prehrana, pa redno gibanje. To je, to smo rekli, zdravila ni, ampak to so faktori, ki pa lahko in upočasnijo in tudi preventivno delujejo. Tako da to sigurno pomaga. V spominčici priporočajo, da z obolelim govorimo jasno in umirjeno, nekoliko počasneje in glasneje kot običajno, a ne pretiravamo in uporabljamo kratke, preproste stavke. Z osebo z demenco nikoli ne govorimo kot z majhnim otrokom, pomagamo si s humorjem, skupaj se nasmejamo nesporazumom in napakam in se pogovarjamo v okolju, kjer je čim manj motenj. Za upoštevati je, da je dom za ostarele zelo specifično bivalno okolje. Tukaj le je zelo poskrbljen, je zaprt, malo podoben kot v bolnici, a veste, jim kuhajo, jim imajo aktivnosti že vse urejene, kar je zelo drugače kot človek, ki je doma, ki pa vendarle nekako si morajo sami skuhati, morajo sami poskrbeti za druženje, da pridejo do ljudi in tako naprej. Tako da bi rekel, da je en del, verjetno je prevedljiv, ampak v veliki meri pa je te razlike, kar treba upoštevati, po mojem. Trenutno je v Centru za starejše Medvode na varovanem oddelku 18 stanovalcev, prav tako pa imajo obolele tudi izven oddelka. Ker se trudimo, da bi stanovalci z demenco čim dlje živeli in sobivali z ostalimi stanovalci, ki te demence nimajo. Torej, če se dobro počutijo na odprtih oddelkih, je boljše, da ostanejo čim dlje časa na odprtih oddelkih. Po uvodnem predavanju se je med svojci, ki imajo obolele sorodnike, obolelim in uslužbenci, ki delajo s takimi ljudmi, razvila zanimiva in pestra debata, v kateri so si prisotni izmenjevali mnenja in izkušnje. Izkristaliziralo se je nekaj pomembnejših ugotovitev. Pri boleznih, kot je demenca, kjer zdravila ni, je treba upoštevati, da bo ta bolezen napredovala in se izražala pri vsakem obolelem drugače. Prav tako ni nekih jasnih napotkov, kako sobivati z obolelim, kje iskati nasvete za animacijo obolelega ali pa za čisto osnovno komunikacijo. Pomembno pa je, da dementna oseba ostane socializirana in v družbi, ne pa odrinjena na njen rob. Dnevni centri so zelo dobra oblika za tiste dementne osebe, ki živijo doma, vendar v našem domu trenutno nimamo dnevnega centra, ker nimamo pogojev. Bomo pa v prihodnosti, verjetno že v jeseni, organizirali in pričeli z dnevnimi aktivnostmi tudi z zunanjimi uporabniki, prvo kot 2-krat na teden, mogoče pa potem tudi bolj pogosto in se bo to tudi mogoče čez nekaj časa preobrazilo v dnevni center.
Vsi so bili enotni, da se tovrstna srečanja in izmenjava nasvetov še kako pomembna. Po moje izkušnje, kako ste tudi danes lahko tlele videli v naši skupini, na našem srečanju, je največji, pa ni to tabu, ampak težava je nemoč. Tako, nek skupen imenovalec sigurno je nemoč. Torej nemoč v smislu, da se ne da veliko narediti, kakor bi šlo vkrat. Da se da v bistvu narediti zelo malo. Ampak je tisto malo lahko zelo veliko. Tako da, če mene vprašate, niti ni toliko vprašanje tle neke teme, ki bi se jo mogli obravnavati, čeprav ena tema, ki danes se je izkazala, se pravi nemoč na strani stroke, tudi je sigurno pomembna tema, ampak to je mogoče za kakšno drugo debato. Tako da, meni se ne zdi toliko pomembna tema kot taka, bolj se mi zdi neka možnost rednosti. V smislu, da bi se res mogoče več delalo na tem, na čemer spominča že dela, da bi se v bistvu ustvarjali nek prostor, kjer bi se lahko redno o teh stvareh pogovarjali. Članice in člani Društva upokojencev Pirniče so se zbrali na rednem občnem zboru, na katerem so opravili pregled svojega dela v minulem letu. Upokojenci so organizirali kar nekaj krožkov in ostalih aktivnosti, s katerim so popestrili svoj čas in dogajanje v širši okolici, v kateri delujejo. Za svoje delo so nekateri prejeli tudi društvena priznanja. Priznanje Zveze Društev upokojencev Slovenije za svojo dolgoletno in nesebično delo v društvu pa je prejel Bruno Ličan. Včerajšnji redni občni zbor Društva upokojencev Pirniče je potekal po običajnem dnevnem redu, ki je zajemal poročila delovnih teles društva. S svojim delom v minulem letu so članice in člani zadovoljni, saj so bili aktivni na številnih področjih. Ja, izjemno sem zadovoljna in tako kot ste morda že med samim občnim zborom slišali, sem se zahvalila res marsikomu in poverenikom in prostovoljkam in prostovoljcem in vodjem raznih krožkov. Predvsem pa smo to pot občni zbor izkoristili tudi oziroma uporabili to priložnost za zahvalo dolgoletnim našim zaslužnim članom upravnega odbora, ki so res vedno ob vsakem trenutku in to vedno rade volje priskočili na pomoč in delali. Ker se je predsednica društva žal tekom svojega mandata poškodovala, je to funkcijo prevzel podpredsednik Ivan Rebolj, ki je prav tako pohvalil delo članic in članov. Ja, potekalo je kar normalno, z pomočjo vseh članov upravnega odbora in članov društva je delo teklo dokaj normalno. Imeli smo dan za spremembe, to je bilo ta velik zalogaj, sicer pa normalno tekoče delo. Društvo upokojencev Pirniče organizira precej krožkov in ostalih dejavnosti. Med njimi najdemo delo prostovoljcev, krožek ročnih del, organizirani izleti, jutranja telovadba in pohodi. Najbolj pa so ponosni na svoj projekt Starejši za starejše. Projekt Starejši za starejše, pomagajmo starejšim, ker vemo, da v obdobju starosti se pojavijo določeni problemi, ali so to lahko osamljenost, morda tudi finančni problemi. Kakorkoli že, mi na tak način tudi s pomočjo določene ankete, ki smo jo kar nekaj let izpolnjevali, smo dobili eno tako osnovno sliko, kdo je najbolj v stiski, kdo bi potreboval največ pomoči, v kakšni obliki, tako da smo se tudi povezovali z socialno službo, z zdravstvenim domom, s patronažno službo in tako naprej, ali s Caritasom. Tako da ta pregled je in smo nekako zadovoljni, da to počnemo. To je vse prostovoljno delo, zato se imenujemo prostovoljci, prostovoljke. V lanskem letu so priredili tudi posebno druženje pod imenom Dan za spremembe, na katerem je svojim monologom nastopil tudi Janez Hočevar Rifle. Letos bo društvo praznovalo svojo 40. obletnico nastanka in si takšen dogodek želijo ponoviti. Delali pa bodo po ustaljenih smernicah. Kot je predsednica opisala, če bomo zdravi, bomo mogoče kakšne izlete še priredili. Pa ta dan za spremembe je bil dobro sprejet med člani, bomo skušali tudi naprej tako delati. Občnega zbora se je v imenu župana udeležila tudi podžupanja Darinka Varovšek.
Ja, jaz sem vesela, da je toliko veliko ljudi včlanjenih v društvo, je pa dejstvo, da so društva upokojencev na nek način en motor skupnosti, zato ker so ljudje, ki imajo ideje, ljudje, ki imajo veliko energije, ker mislijo in vedo, da morajo še marsikaj postoriti. Predvsem pa ljudje, ki imajo veliko časa, čeprav radi rečejo, da nimajo časa. Me veseli, da so zelo dejavni, da imajo toliko različnih sekcij in ko sem lansko leto bila na Društvu upokojencev Medvode, danes malce vlečem paralel, me pa zelo veseli, da so se povezali med seboj in sodelujejo na nekaterih področjih. Ob zaključku je sledila tudi podelitev društvenih priznanj posameznim članom, ki so delovni in aktivni že vrsto let. To so bili Danijela Knapič, Simona Zupanc, Jožica Zavolovšek, Kristina Drolc, Avguštin Sešek in Zlata Drolc. Posebno priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije za svoje dolgoletno in nesebično opravljanje funkcije predsednika društva pa je prejel Bruno Ličen, ki je to funkcijo opravljal 16 let. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so prejšnji četrtek obiskali vsa čebelarska društva v okolici Ljubljane, da so jim predstavili pobudo za razglasitev 20. maja kot Mednarodnega dneva čebel. Dopoldne so se ustavili tudi v Medvodah, kjer so v dvorani Kmetijske zadruge Medvode to predstavili tudi članom Čebelarske družine Medvode. Čebelarska zveza Slovenije se že zadnjih nekaj let trudi povečati ozaveščenost o pomembnosti čebel med širšo javnostjo. Zato so na letošnjem svetovnem čebelarskem kongresu v Južni Koreji, Abdimondija, predlagali, da bi naredili 20. maj v svetovni dan čebel in tako med ljudmi dvignili ozaveščenost o čebelah. Ta datum pa so si izbrali zaradi enega najbolj znanih čebelarjev na svetu, Antona Janše, ki se je natanko pred 282 leti na ta dan rodil. To je pa pač naš vodilni čebelar oziroma tudi vsa priznanja se glasijo, vsa pomembna na Antona Janše. In to je bil prvi tak čebelar, tudi svetovno znan, se je na Dunaju pač delal na tem področju. Ker Čebelarska zveza Slovenije želi, da pobudo podprejo in se z njo še bolj seznanijo tudi slovenski čebelari in ostala zainteresirana javnost, v mesecih od decembra 2015 do marca 2016 organizirajo srečanja v lokalnih čebelarskih društvih, kjer jim predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Boštjan Noč, njihov projekt razglasitve 20. maja za svetovni dan čebel podrobneje predstavi, ter se z njimi pogovori tudi o težavah, ki jih imajo lokalni čebelarji. Ja, da pač na pobudo Čebelarske zveze Slovenije za objasnitev za svetovni dan čebel s tem namenom. Drug namen naš je bil pa tudi, da malo povprašamo vodilne Čebelarske zveze, kaj je zdaj s tem našim medom oziroma s temi zdravili, zdravljenjem. In odgovor je bil zadovoljujoč. In mislim, da Čebelarska zveza na tem področju dobro deluje. Medvoški čebelari se dobro zavedajo pomembnosti čebel v vsakdanjem življenju in zato veliko delajo na področju ozaveščanja o pomembnosti čebel, tako med starejšimi kot tudi med mlajšimi prebivalci Medvod. Vsi vemo, da brez čebel tudi prehrane ne bi bilo, ker čebela pri določenih sadih, recimo pri češnjah 94% vprašuje, pa tudi pri drugih pridelkih kmetijskih brez čebel pač ne bi šlo. In naša naloga je, da ohranimo čebele oziroma da še to čebelarstvo še povečamo. Že v našem društvu se kar dosti delamo na tem, tako da imamo že 2 čebelarska krožka, zdaj je v ustanavljanju še 3. in tudi število čebelarjev v Medvodah je kar močno naraslo v zadnjih letih, tako da so ljudje dojeli, kaj je čebela, kaj pomeni čebela, sploh pa naša kranjska čebela, na to smo pa zelo ponosni. Več o svetovnem dnevu čebel pa si lahko preberete v javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o pobudi za svetovni dan čebel. Bog masakra je naslov nove črne komedije francoske pisateljice in igralke Jasmine Reza, ki jo na oder Kulturnega doma Medvode v četrtek 3. marca, torej danes teden, postavlja gledališka skupina Kuda Fofite pod režisersko taktirko hišnega režiserja Branka Kraljeviča. Kakšen je torej njihov tokratni izziv?
Besedilo je črna komedija francoske sodobne pisateljice in igralke Jasmine Reza iz leta 2006. Poleg številnih gledaliških uprizoritev je besedilo dobilo tudi svojo filmsko podobo v režiji Romana Polanskega. Poleg številnih uprizoritev torej še Medvoška. Upravičeno se vprašamo, zakaj? Zato, ker je tekst zelo aktualen, ker se tako ali drugače prepoznamo v njem, ker govori o človeku, o tem, kako mu pravzaprav tista senčna stran njegove duše ne da miru. Vse preveč pogosto ne, to nažalost imamo priliko videti na vseh nivojih, od velike mednarodne politike do malih medsosedskih odnosov. Povsod je ta, tako kot Jung pravi, ta skrita senčna stran zahteva svoje, tam tiči ta bog masakra, ki nam ne da miru, in tudi takrat, ko bi lahko stvari reševali drugače, se običajno končajo v masakru, v prepiru, v konfliktu. Ne. Dva zakonska para, seveda vsak svojo lastno zgodbo, se sestaneta, da bi se civilizirano, mirno, trezno, strpno in kulturno pogovorila o neljubem dogodku. O pretepu njunih 11-letnih sinov. Eden iz pretepa odnese celo kožo, drugi ima odlomljena 2 zoba in poškodovan živec. Med analizo dogodkov, predvsem tistih, ki so vodili do pretepa, pa smo gledalci priča nerazčiščenim odnosom sodobnih staršev, ko vsi varovalni mehanizmi popustijo neobvladanim čustvom. Ni več solidarnosti med spoloma, ne med zakoncema, ni kulture dialoga, politične korektnosti, družbenih norm, skratka, civiliziran pogovor se sprevrže. Se sprevrže v prepir, zbadanje, žaljivke, pa se pol spet utiri, pa spet kaže, da bo našel neke svoje mirne vode, kjer se bo dalo stvari urediti, pa se spet zgodi nov problemček, in ta vrtiljak teh neobvladanih čustev se dogaja pred nami celo predstavo. Se neka sodobna družina oziroma nek sodoben par najde v tem, čeprav je tekst recimo izpod rok francoske pisateljice? Ja, lahko. To je univerzalno besedilo, v katerem se lahko najdemo popolnoma vsi. Nekateri z bolj radikalnimi podobnostmi, drugi z manjšimi, ampak po malem se lahko vsi najdemo v tem. Igralska zasedba tokrat le 4-članska. Maša Kavčič in Zvone Nagode ter Monika Jekler in Janez Vencel oziroma Johnny Baloni. Scena preprosta. Popolno nasprotje zadnje Kraljevičeve predstave Hrup za odrom. To, da si bo tehnika malo odpočila tokrat. Imamo prizorišče zelo preprosto. Ravno zato, ker želimo poudariti vse ostalo. Naj ne bi scenografija zavajala, zato je pač skrbno izbrano prizorišče na tak način, da je samo tisto, kar je nujno potrebno. Ob tem bo pa luč in ton seveda podprl predstavo še v drugih nivojih, medtem ko pa neke scenografije v tehničnem smislu, kot smo gledali pri Hrupu, pa seveda ne bo. In preprosto vprašanje, so številne uprizoritve za režiserje, ki predstavo postavlja na oder, prednost ali zgolj breme v smislu, da le ne bi iskali vzporednic z drugimi? Verjetno je odvisno od režiserja do režiserja. Pri meni breme ni, zato ker si ne prizadevam ustvariti predstavo, ki naj bi bila podobna nečemu, kar sem videl. Bi rekel, lažja prednost je pa v toliko, ker ob tem, da vidiš že neko upodobitev, ali filmsko, ali gledališko, ti preprosto prej razjasne zgodbo, bolj ti postanejo, hitreje so ti jasni vsi odnosi, ampak na tem je treba začeti delati in na tem je treba pač ustvariti in roditi novo predstavo, in čim sorjevajo nove predstave, novi odnosi, je treba zmeri vse od začetka. Skratka, vabljeni v četrtek 3. marca na ogled črne komedije Bog masakra, da se ogledamo v njej. Ja, postavila nam bo ogledalo. Člani turističnega društva Žlebe Marjeta pa so nas v soboto zvečer povabili na nočni pohod. Noč svetla, temperature nad lediščem, pot pa primerna za dobre čevlje in pohodniške palice. Vabilu na 8. pohod v 10-letni tradiciji se je odzvalo okrog 20 pohodnikov, kar je zadnja leta običajna številka. Zbirno mesto, tako kot vedno, pri kapelici v Žlebeh pod cerkvijo Svete Marjete, le da je bilo prvič
To je leta 2006 število pohodnikov na začetku poti še enkrat večje. Noč pa tudi tokrat svetla kot takrat. Le dereze tokrat niso bile ravno potrebne, dobre čevlje in pohodne palice, to ja, rokavice in kapa pa ob spomladanskih temperaturah odvečne. Ponovno ste se odločili za en takle nočni pohod, kolikokrat že? Razen v 10 letih, se pravi 8krat, 2krat je odpadl, enkrat zaradi res močnega dežja, pa predlanskem zaradi žledoloma, ker ni bilo varna pot in smo rekli, da ne bomo silili v težave. Gre za nočni ali zimski? Tokrat gre za nočni. Zimski, mislim, da bo na Katarini še malo snega, tako da bo majhen zimski in da bo tudi malo bolj svetlo, glede na to, da se dela luna že kar lepo debeli. Upam, da bo udeležba primerna in da se bomo lepo imeli. Med pohodniki nekaj starih znancev, nekaj pa jih bo to šele postalo. Vem, da prvič niste, kolikokrat ste bili do zdaj? 4. In kaj je tisti izziv, ki vas vleče sem gor na tale hrib? Ma ne vem, jaz mislim, da takšno druženje, da jih je premalo in ljudje imajo kondicije, le volje je premalo. Jaz lahko rečem, da v teh 4krat, kar sem bila, je čisto vsakič drugače. Pa je bil čizimski pohod, topel pohod, mrzel pohod, res vsakič je nekaj posebenega in meni je res žal, da ljudje se ne spravijo v televizorjev na nek tak pohod, ker je res prijeten. Po moje, da sem ne 5krat, ker tako hodva, da ne vem, kam ne grem pa že. Ampak to pa na internetu vidiš, pravzaprav na kabelski, pa pravim, to pa grem. To je pa naš kraj in tale druženje, kako lušten. Ne vem, zvečer se mi zdi prav lepo hoditi. Z lučko, bolj romantika bi lahko rekla. Super je, res. Prvič ali že več? In kdo je bil tisti, ki je rekel, zdaj greš pa ti na pohod ali si sam odločil? Mami pa oči sta rekla, pa je še Tine poklical, če grem. In kaj zdaj pričakuješ? Lepo pot? Ja, lepa pot. Pa veš, kje greste danes? Poznaš to pot? Ja, poznam. Si že šel tako po dnevi ali tudi po noči? Po dnevi sem že šel. Prvič, v bistvu sem šele zdaj na Medvoški porajtu, jaz bolj hodim na ta januarski, en mesec prej na polno luno, na pohod na Grmado. Veliko sem šel iz Polhogradca pa prečil, pa do doma v Presko, drugače sem iz Preske. Ne. In danes ste se pridružili zato, ker radi po noči hodite ali sploh hodite? Hodim, danes sem že opoldansko mal čez Jetrbenk pa Petelinca, se rekel, da malo vidim, kakšne so razmere za hoditi. Dele me pa, ko je bil glih sončni zahod, me pa kar pognali, nisem mogel več doma vstati, pa gremo še na nočnega. Glede na to, da veste, kakšne so razmere? V bistvu je kar dosti suho, edino na zgornjem koncu je pa kar nekaj še snega. Na tej planoti, tam pod Jakobom, pa tam je še kar majhen snežen, ampak ni uvira za hojo. Krožna pot jih zadnja leta vodi od zbirnega mesta pri Kapelici v obratni smeri kot nekdaj. Ta pot nas bo vodila do Steške planine, mimo kmetije Mamovc, preko Jakoba, se pravi Brezovce, in do Katarine, potem pa s Katarine tam se malo ustavimo, popijemo, malo pokremljamo, tista družina, ki je skoraj vsako leto pa kakšen nov udeleženec, potem se pa vrnemo sem na izhodišče in vsak ali gre spat ali pa kaj še bolj luštnega početi. Športne novice začenjamo z najaktualnejšo novico. Smučarska tekačica Lea Einfalt je pred nekaj urami na mladinskem svetovnem prvenstvu v Romuniji osvojila drugo mesto. V disciplini 10 km v prosti tehniki je zaostala le za Nemko Viktorijo Karel in osvojila srebrno medaljo. Več o odličnem dosežku Einfaltove v prihodnji oddaji. Tokrat razveseljujemo še z novico o 4. mestu Anamarije Lampič v klasični tehniki na 10-kilometrski razdalji. Lampičeva je za bronasto medaljo zaostala za vsega 4,6 sekunde. Odličen je bil med zavidljivo konkurenco v Združenih arabskih emiratih kanuist na divjih vodah Blaž Cof, ki je med tradicionalnimi zimskimi pripravami preveril svojo formo in arabske brzice ukrotil kot 7. najuspešnejši. V slovenskih kegljaških ligah minuli vikend ni bilo odigranih tekem. V Ljubljanski ligi je bilo odigrano 18. kolo, obe medvoški ekipi sta igrali na domačem kegljišču in zmagali.
Članska vrsta košarkarskega kluba Medvode jutri pričenja z ligo za prvaka 3. slovenske košarkarske lige. V hali komunalnega centra v Domžalah se bodo pomerili z ekipo Helios Sans Mladi. Prva domača tekma jih čaka prihodnji petek 4. marca, ko bodo na parketu športne dvorane Medvode gostili košarkarski klub Ljubljana. Medvoški policisti so v preteklem tednu obravnavali 2 prometni nesreči, obe pa sta se zgodili na Sorškem polju. Prva na ladji zaradi izsiljevanja prednosti v križišču in druga na Senici. V tej je povzročitelj pobegnil, vendar so ga kasneje izsledili. Oba povzročitelja sta prejela plačilni nalog za storjene prekrške. Spet so bili aktivni povzročitelji kaznivih dejanj. V Medvodah so ukradli kolo, v Hrašah pa vlomili v hišo. V Pirničah je storilec, katerega ime policisti že poznajo, poškodoval tujo stvar, zoper njega pa bo podana kazenska ovadba. Vlom v hišo je bil izveden tudi v Pirničah, iz Medvod pa poročajo o tatvini jakne, v kateri je bila tudi denarnica, goljufiji, tatvini registrskih tablic in poslovni goljufiji. V Medvodah so policisti obravnavali ugriz psa, vodnik je zato prejel plačilni nalog. Ker se vlomi v hiše kar ne nehajo, policisti občane ponovno opozarjajo na to, da vrata vedno zaklepajte, ko odhajate ven. Da bodo nepridipravom končno stopili na prste, pa policisti potrebujejo tudi vaše sodelovanje. Če opazite sumljive osebe ali vozila, o tem takoj obvestite policijo na interventno številko 113, lahko pa tudi na anonimni telefon 080 200. To je za danes vse. Veseli smo, da ste nas lahko nemoteno spremljali tudi v digitalni shemi. Na snidenje.